Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je prišlo do vnosa ošpic. Okužena je bila odrasla oseba, ki je prišla na pediatrično kliniko. Več o tem bodo povedale docent dr. Ana Marija Lipič, strokovna direktorica pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Tatjana Mrvič, vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in docent dr. Maja Sočan, predstojnica Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Prosim. A vas lahko sam prosimo, da pridete bližje? Ja, se pravi, v četrtek, 4. januarja je na kliniko starš pripeljal otroka na redni pregled. Kasneje se je izkazalo, da je ta starš zbolel z ošpicami in je tega dne že bil kužen. Ker je bil v kontaktu z številnimi našimi bolniki, ki se gibljajo po kliniki, sedaj te kontakte iščemo, že preko vikenda smo jih in jih ustrezno obravnavamo. Vsi prejmejo navodila, kaj in kako je potrebno ravnati. Številne moramo sprejeti in jim aplicirati zaščitna protitelesa, nekaj cepljeni, tesno pa sodelujemo z kliniko za infekcijske bolezni in z epidemiološko službo. Koliko teh kontaktov ste zdaj že uspeli odkriti? Ste že vse ali še iščete? Okrog 250 je že teh kontaktov odkritih, z vsemi smo v telefonski navezi. Danes je najpomembnejši dan, zato ker je od četrtka že preteklo nekaj dni in je seveda v takem potrebno hitro odreagirati. Ni panike, imamo stvari pod kontrolo, se pa zelo trudimo dejansko veliko osebja. V tesnem sodelovanju pravim z infektologi in epidemiološko službo. So tukaj ogroženi so otroci ali starši ali zaposleni? Ja, torej, ogroženi so predvsem otroci, ki so imunokompromitirani, torej ki so zdravljeni z zdravili, ki zmanjšujejo imunost oziroma prebolevajo bolezni, ki zmanjšujejo imunost. Ti otroci lahko zbolijo z hudo nevarnimi ošpicami. Dodatno so seveda ogrožene tudi nosečnice, to so predvsem katere izmed naših mamic, in pa seveda mlajši otroci med 6 mesecem in 1 letom, ki še niso cepljeni. Dodatna možnost je, da zbolijo so tudi otroci starejši od 1 leta, ki so le enkrat cepljeni. Vemo pa, da tudi popolno cepljeni osebe in odrasli, torej otroci in odrasli, lahko zbolijo za ošpicami, pričakujemo pa, da so te ošpice blažje potekojoče. Na vsak način moramo najti in iščemo ogrožene naše otroke, bolnike. A to so bili otroci, ki tukaj se zdravijo na pediatrični kliniki, pa so bili recimo v stiku s to osebo lahko ali neposredno? Seveda, otroci, ki prihajajo na pediatrično kliniko, prihajajo zato, ker so bolni oziroma imajo redne ambulantne kontrole. So obravnavani na oddelkih ali pa v ambulantnem traktu. Mi pač iščemo po vseh prostorih, kjer se je ta oseba gibala in iščemo kontakte in pač določamo obravnavo teh otrok. Ta oseba je bila verjetno v kontaktu z zaposlenimi? Lahko sem malo bližje. Kar tlele. Kako pa lahko zaščitite te kontakte, ki jih pokličete na kliniko? Mi kot služba za preprečevanje bolnišničnih okužb tesno sodelujemo z epidemiologi. Veste, da se je podobna situacija zgodila že v letu 2015, tako da pač sistem je ustaljen in skupaj z njimi pač pripravimo navodila, tako da pač identificiramo tiste, ki morajo biti cepljeni oziroma tiste, ki rabijo zaščito protitelesa. Kako je s tem virusom? Če je ta oseba recimo sedela v čakalnici, je zdaj ta virus prisoten nekaj dni tam v čakalnici, kako je s tem? Načeloma je tako, da v bistvu, če je oseba v isti čakalnici, potem v bistvu že cirka v 15 minutah se lahko oseba, ki je dovzetno okuži. Kar pomeni, da je lahko problem tudi, ko gre oseba, ki je bolna domov, vsaj 2 do 3 ure lahko v bistvu v tej čakalnici se virus zadržuje, kaj več pa ne. Tako da tisti dan je problematičen. A je že kdo zbolel? Ne, v bistvu zdaj smo še v času, ko še ni nevarno, tako da v bistvu 5 dni je tisti najkrajši čas,
tako da v bistvu zato intenzivno iščemo od vikenda naprej kontakte, da bodo vsi pač prejeli ustrezno navodilo oziroma ustrezno zaščito, če potrebujejo. Koliko zaposlenih je bilo v kontaktu? Zdaj načeloma tega podatka nimam, pač seznami bodo narejeni, skratka vsi tisti, ki so se takrat gibali, bodo dani na seznam in pregledani. A so na pediatrični zdaj te osebe delajo? Ja, se reka, niso kužne, niso nevarne za okolico, večina teh ljudi, ki pač je v službi, je bila tudi dejansko že takrat v službi leta 2015, tako da imamo podatke za njih že od takrat in pravzaprav te osebe so zaščitene in lahko normalno delajo. Če se časa obtraja, kaj bi se to pokazalo? Zdaj, inkubacija je nekako v bistvu od 5 do 21 dni, se pravi od četrtka do 21. dneva, od četrtka naprej, se pravi do 25. januarja smo pač v nevarnosti, da bo zbolil. So kakšni posebni ukrepi, da naj bi prenašali? Ja, ta nadvodila v bistvu bodo dana vsem tistim, ki bodo poklicani, pravzaprav je važno, da če oseba dobi imunoglobuline oziroma oseba, ki bo prvič cepljena, dejansko ni v kontaktu z drugimi osebami do tega 25. januarja, ker lahko zboli kljub temu, da dobi zdravila pač v tem času. Do 25. januarja je še vedno kužen lahko? Lahko, teoretično lahko zboli z blažjo klinično sliko, kar pomeni, da pač je manjša verjetnost, da bi okužbo širil, ampak možno pa je. Bi pa na tem mestu res apelirala, pravzaprav mislim, da bo dr. Sočanova tudi povedala potem, da je to samo primer, če si bolan, da ne smeš hoditi pač v tako ustanovo, da moraš poklicati. Zdaj se začenja tudi sezona gripe, ki je prav tako lahko nevarna za vse tele bolnike in pravzaprav, če nekdo ima vročino, če ima respiratorno simptomatiko, naj se zaveda, da s tem ogroža vse tiste ostale, s katerimi prihajajo v stik. Ker tukaj so pač kronično bolni pacienti, ki zbolijo s težjo klinično sliko in v bistvu so zadeve lahko bolj zapletene, kot če je to v domačem okolju. A boste prepovedali obiske zdaj? Načeloma ne, ker v bistvu situacija še ni taka in v bistvu pač pravzaprav redne kontrole so potrebne, Vse ste slišali v bistvu, Otrok je prišel na redno kontrolo, starš ga je spremljal in se je to zgodilo, tako da res apeliramo na starše otrok, če so bolni, naj pokličajo, naj povejo in potem se pač išče neka alternativna rešitev, kako bo ta otrok pač pregledan, da ne bo nevaren. Ta otrok je v bistvu zdrav trenutno, v bistvu ta otrok je pač prejel ustrezno zaščito, tako da je v domačem okolju. A ta oseba je vedela, da je okužena? A je imela že znake oziroma to pa mislim, da bo dr. Sočanova najboljše povedala, ker so pač epidemiologi bili vključeni v to anketo. Hvala. Ja, lepo pozdravljeni še strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki bo ukrepal v skladu z algoritmom, kako ukrepamo ob pojavu ošpic in kaj se naredi z bolniki, ki so bili z bolnikom z ošpicami v kontaktu. Naši epidemiologi bojo tako rečemo, kontakte poiskali, se z njimi pogovorili, ugotovili, ali so bili že cepljeni. Končno pričakujemo, da bo velik del ljudi, ki so bili v stiku s tem bolnikom z ošpicami, že cepljen, se končno dosegamo 90% precepljenost. Vsi ostali bojo pa obravnavani v skladu z algoritmom, če bojo lahko cepljeni, bodo v najkrajšem možnem času, če bojo imeli kontraindikacijo, ne bodo cepljeni, ampak obravnavani drugače. Bi pa izkoristila tudi jaz priložnost in poudarila to izredno pomembnost, da se na take dogodke pripravimo na način, da smo pravočasno cepljeni, da vzdržujemo to visoko precepljenost, saj z njo ne ščitimo samo sebe, ampak ščitimo vse te ranljive skupine, ki cepiva, ker gre za živo oslabljeno cepivo, kot so bolniki, ki so imunsko oslabljeni, ki so premajhni, nosečnice, ki jih ne moramo cepiti, ščitimo in se pokažemo res kot zavedni ljudje, ki ne skrbimo samo zase, ampak skrbimo tudi za ljudi v svoji okolici. Še kakšni so morda znaki, če zbolimo, da bomo pozorni? Vsakdo, ki ima vročino, izcedek iz nosu, vnete očesne veznice, pri katerem se pojavi izpuščaj, naj ne hodi v zdravstveni dom, ampak najprej pokliče, vpraša za nasvet, da se bojo v zdravstvenem domu ali pri njegovem izbranem zdravniku pripravili, ga seveda obravnavali, ampak ga pravočasno izolirali, ločili od drugih bolnikov in na ta način preprečili take situacije, s katero se soočamo danes.
Lahko še poveste, kako to iščete za te kontakte? Ne? To je kontakt od kontakta, kako daleč greste ne, po teh? Kako iščemo kontakte, je vaše vprašanje. Pediatrična klinika nam bo posredovala seznam bolnikov oziroma njihovih staršev, ki so bili tukaj. Naši epidemiologi bojo vsakega poklicali, starša, ker so pač otroci premajhni, ga sprašali, ali je bil cepljen, ni bil cepljen, preverili skratka status in določili pri vsakem posamezniku za njega primerne, sorazmerne ukrepe in mu dali nasvet. A tudi nadaljne kontakte od teh ljudi še iščete ali tukaj pa se ustavi? Ne, tukaj se zaenkrat ustavimo in če bo potrebna obravnava, bomo z obravnavo nadaljevali in prilagajali situaciji. Še enkrat bi pa želela poudariti, pričakujemo, da bo velik del teh, ki jih bomo kontaktirali, že zaščiten in neke posebne obravnave ne bo potreboval. A je možno, da nekdo, ki je bil cepljen, vseeno prenaša? Seveda, ničesar v medicini ni popolnega, ničesar ni idealnega. Velika večina ne more biti prenašalec, vendar se vedno najde kakšna izjema. Ta odrasla oseba je bila cepljena? Te odrasle osebi nimamo najboljših podatkov, po trenutnih podatkih, s katerimi razpolagamo, cepiva ni prejela. Skot je prišla iz Srbije? To so osebni podatki, ki jih kot zdravstveni delavci ne moramo razkriti, ker razkrivamo identiteto osebe in to ni etično sprejemljivo. Vse ne vemo, za koga gre. Nič hudega, če ne veste, za koga gre, mi tega ne moremo. Kje so pa šle ošpice? Katere ošpice? Kje se je okužil, da vemo že? Glejte, ta podatek je za splošno javnost nepomemben. Ključni so ukrepi, ki se bo izvajali, da se bo širjenje preprečilo. Vsi vemo, da so ošpice pravzaprav povsod po Evropi, da jih je veliko v naši sosednji Italiji, da jih je veliko v Romuniji, da jih je tudi v balkanskih državah in sama lokacija, odkoder se je bolnik prišel, pravzaprav za ukrepanje tukaj ni pomembna. Bolj pomembno je, da če odidemo na potovanje, da se predhodno pravočasno poskrbimo za svojo zaščito. Verjetno je pomembno, če se okužba širi znotraj države ali pa ne. Za epidemiološko sliko, kje se je ta človek še gibal, poleg tega, da je bil na pediatrični kliniki? Vsekakor je to zagotovo zelo pomembno, saj bomo identificirali tudi kontakte izven pediatrične klinike in jih oskrbeli. Kje pa so bili te prej kontakti? Te kontakti so bili tudi drugje, drži, imate prav, ampak tudi te kontakte bojo poiskali epidemiologi redi kot vse ostale in poskrbeli za njih. Ali je ta oseba kazala kakšne znake okužbe, že ko je bila tukaj v pediatrični? Naknadno smo ugotovili, da je bila, kot vam je povedala direktorica pediatrične klinike, z znaki bolezni, znaki okužbe, ko je prišla na pediatrično kliniko. Pa tu ni bilo prepoznano potem? Ne, te osebe kot bolane ni bilo moč prepoznati, saj je za te znake potrebno, da jih pove oseba sama. Če nekdo ima znake, pa jih, bom rekel, zamoči, so tudi nekakšne kazni? Postavljate mi zelo zapleteno etično vprašanje. Po naši zakonodaji kazni niso predvidene, saj oseba končno ne more vedeti, zakaj gre, je laik in v tej luči tudi gledamo na to situacijo. Koliko ljudi na pediatrični pa ni cepljenih? To pa ni vprašanje za me. Koliko zaposlenih na pediatrični ni cepljenih proti ošpicam? Prav popolnoma vsi so cepljeni, vsi so pregledani in imajo pozitivna protitelesa. Tako da to smo se naučili izpred časa, ko se je podobno dogajalo in absolutno od takrat zelo tesno skrbimo za te podatke. Dejstvo pa je, še enkrat bi radi apelirali na vse starše, sorodnike, bratce in sestrice, ki bi radi prišli obiskati oziroma bi pripeljali koga na pediatrično kliniko, če imajo znaki vročina, nahod, kašelj ali izpuščaj ali karkoli, da raje ne hodijo, ker s tem lahko škodijo hudo bolnim otrokom, lahko jih celo smrtno grozijo. To velja pravzaprav vedno, posebej pa v času epidemije respiratornih okužb, pa tudi sedaj, ko so ošpice, norice so vedno problem, vedno je problem z temi boleznimi pri naših hudo bolnih bolnikih, ki niso
krivi za to in če zbolijo, so lahko ogroženi. Kateri oddelek je bil izpostavljen, sploh ambulantni ali kakšen odporni? Več oddelkov je bilo izpostavljenih, ker je pač oseba, ki je pripeljala otroka, je bila obravnava tega otroka na večjih točkah v bolnišnici. Ali lahko poveste, kaj se je zgodilo 2015, ko ste rekli, da ste že imeli podoben primer? 2015 je zbolela deklica, ki je ležala na oddelku, prej ni bilo prepoznano, potem, ko se je pojavil izpuščaj, smo to prepoznali. Namreč začetni znaki okužbe z ošpicami so podobni številnim drugim okužbam dihal virusnih. Naknadno se je izkazalo, da je zbolela še ena od naših uslužbenk. Žalostna zgodba povezana s tem, iz medijev je že jasno, kaj je bilo. Na vsak način smo takrat tudi imeli veliko dodatnega dela, iskali kontakte, jih cepili, jih obravnavali tako, kot je bilo to potrebno. Tudi takrat, to se vedno dogaja, tudi takrat je bil to vikend po noči in je to pač naša pripravljenost, to moramo narediti, smo dolžni do naših otrok. Hvala lepa.